tokrat v občinskem informatorju. Močan potres v Zagrebu čutili tudi v Mariboru. V nekaterih podjetjih že uporabljajo obrazne maske. V lenarški tovarni TBP delavci zaskrbljeni. Lokalna prehrana v času epidemije, kje jo dobiti v vozenici. Ob svetovnem dnevu voda in epidemiji koronavirusa dodatna skrb za pitno vodo. Lepo pozdravljeni. Včeraj zjutraj ob 6:24 je Zagreb stresel potres z magnitudo 5,3 po Richterjevi lestvici in žariščem 10 km severno od hrvaške prestolnice. Potres je zahteval predvsem veliko gmotno škodo. 27 poškodovanih, med njimi 18 huje, 12 pa so jih oskrbeli v bolnišnicah. Potres je bilo čutiti po vsej Sloveniji, tudi v Mariboru, kjer naj bi bilo prišlo do poškodbe dvoetažnega mostu. A ekipe, ki so preverjale statiko na licu mesta, zatrjujejo, da je most varen. Sosednjo Hrvaško, ki imajo prav tako izredne razmere zaradi koronavirusa, je včeraj pretresel še potres z magnitudo 5,3 po Richterjevi lestvici. Epicenter potresa je bil 7 km severno od Zagreba. Čutili smo ga tudi v Mariboru. Isuse Bože, evo ti centar grada, stare zgrade, ajme, jadni ljudi. So stanje komentirali prvi očividci potresa. Potres je povzročil tudi veliko gmotno škodo, posebej v središču mesta, v katerem je večina poslopij starejša od 100 let. Najmanj 250 stanovanjskih in kulturnih objektov je poškodovanih. Strokovnjaki pa še vedno pregledujejo poslopja. Do danes, do 3. ure zjutraj, je bilo še 40 popotresnih sunkov. Po poročanju hrvaških medijev naj bi mestne oblasti danes razglasile stanje naravne nesreče v Zagrebu. Vse več podjetij v svojih proizvodnih procesih upošteva preventivne ukrepe, ki jih dajejo pristojne državne službe. Med njimi je tudi podjetje TKBM, tiskarstvo, trgovina in inženiring, kjer imajo delavci tudi obrazne maske slovenskega proizvajalca. V podjetju TKBM, tiskarstvo, trgovina in inženiring, so v tej izredni situaciji prilagodili delovni proces in kontakte s strankami. Pri vstopu v podjetje je obvezno razkuževanje rok, delavci imajo tudi obrazne maske šilt, ki so za večkratno uporabo in pralne. V podjetju smo upoštevali vse zdravstvene mere, kar se jih tiče, kar jih je napovedala vlada. Poskrbeli smo za zaščito svojih zaposlenih. Omogočili smo jim razkuževalna sredstva, zaščitne rokavice, zaščitne maske. To pa tudi mislimo, da zaenkrat je to, kar lahko naredimo vse. Omejili smo gibanje po prostorih, tako da in moram reči, da se tudi zaposleni zavedajo tega in držijo vseh navodil. Delavci v tiskarni so preventivne ukrepe sprejeli pozitivno in odgovorno. Precej se upošteva, veliko manj nas je. Upoštevajo se navodila, razkuževanje, vse, kar je potrebno. V službo prihajamo normalno, tako kot po ostale dni. Vedno se razkužimo roke, ko pridemo, delamo z maskami, ki smo jih na srečo dobili. V proizvodnem sistemu se je to zdaj malo začelo drugače odvijati. Ni več nekega hitenja, začelo se je gledati malo bolj na samo varnost pri delu in na podlagi tega se je tudi proizvodnja bolj počasi začela odvijati. Direktor Kopač je poudaril, da so se odločili za uporabo obraznih mask tako zaradi svoje varnosti, kot tudi zaradi varnosti vseh njihovih strank. Omogočamo ljudem samo zaščito, čisto iz tega naslova, tako da pač sprejemamo vse možne mere, katere lahko zagotovimo ljudem, dokler bomo imeli še delo in lahko delamo. Sicer pa v podjetju pozitivno gledajo tudi na nove vladne odredbe. Se kar pozna, ni ljudi, vse tudi zaposleni niso vsi, tako da smo kar omejeni, kar precej. More biti, ja, vsi se morajo držati tega, edino tako lahko nekaj naredimo za naše skupne dobro, obvezno, treba se držati tega. V tem podjetju gre vsekakor za primer dobre prakse, po katerem se bodo, upamo, zgledovala tudi druga podjetja.
V teh dneh, ko bi morali ostati doma in s tem pomagati pri preprečevanju širjenja okužb novim koronavirusom, pa določena podjetja niso ustavila svoje proizvodnje kljub temu, da nimajo več na voljo zaščitnih sredstev. Na nas so se minulo soboto obrnili obupani delavci tovarne Baudeno in plastike DD, ki deluje v Lenartu. Direktor slednje je obljubil maske z današnjim dnem in danes so jih delavci tudi prejeli. Po pripovedovanju ene izmed zaposlenih v podjetju TPB DD že nekaj dni nimajo zaščitne opreme, nimajo ne mask in ne razkožila. Naše razmere so take, kot da se ne bi nič dogajalo, delamo normalno. Dosti ljudi manjka, ljudje kihajo, ne vemo zakaj, kje so, ali že imajo virus ali ne. Ljudje so z različnih krajev, z različnih občin. In tudi doma imajo ljudi, ki so izolirani, starejše, partnere in to nič ne pomaga, če mi pridemo iz službe, pa jim lahko kaj prinesemo. Glejte, maske, vsi dobro vemo, da jih ni in tudi mi smo zadnji, da bi jih dobili. Maske bi si mogli že nadeti pol pri vhodu, ker v garderobi so največje gužve, ker smo tik druga ob drugo, ker se dotikamo. Razkožilo so na sanitariji, ampak tudi že po 9, po 10 uri zmanjkajo, včasih jih sploh ni, včasih so, različno. Nam pripoveduje ena od zaposlenih v tej tovarni. K temu dodaja, da delajo za trakom in si viruse dobesedno podajajo iz roke v roko. Ljudje, ki delajo na linijah, so drug ob druge, ker so naprave tako narejene, da nam to ne morejo omogočiti, da bi delali 2 metra ali 5 metrov ali koliko narazen. In to so plastični izdelki in materijali in tudi, če se virus tako prenaša, kot nam je javnost prikazala, potem si jih mi iz roke v roko podajamo. Dodaja še, da so kot delavci nemočni in da se bojijo za svoje službe. Mislim, da naše vodstvo temu ne posluša tako in tudi ne upamo nekaj drezati v njih, ker saj veste, mi smo le delavci, mi smo nemočni. V podjetju TPB DD pa odgovarjajo, da tukaj ne gre za dajanje prednosti kapitalu pred zdravjem, temveč zagotovitev prihodnosti zaposlenih tudi po epidemiji koronavirusa. Na naše vprašanje se je pisno odzval direktor družbe Danilo Rojko. Zagotovil je, da delavci danes dobijo maske. Citiram, naši kupci ustavljajo proizvodnjo v Evropi, zunaj nje pa je v tem trenutku situacija še negotova. Tudi naši kupci niso čez noč ugasnili proizvodnje, temveč so nakazali, da bodo to storili v nekaj dneh. Izvedli so nadzorovano, vendar se bomo v tednu, ki prihaja, še dodatno prilagajali zniževanju števila prisotnih zaposlenih in postopoma ustavljali proizvodnjo. Upamo, da se bo ta situacija glede dobav zaščitnih mask v prihodnjih dneh vsaj delno uredila. V tem trenutku lahko naznanim, da smo preko vikenda uspeli zagotoviti dovolj zaščitnih mask za vse zaposlene, ki jih bodo prejeli jutri ob prihodu v podjetje. Tako bodo vsi zaposleni imeli zaščitne maske. Hkrati pa smo vsem zaposlenim, ki delajo v razmerah, ki niso povsem normalne, uredili tako imenovani krizni dodatek k plačam. Zavedamo se, da bodo zaposleni tudi v času, ko bodo doma potrebovali sredstva za nakup najnujnejših živil in ostalih potrebščin. Tudi v času epidemije in po njej je treba živeti. Na dogajanje je preko Facebook profila opozoril tudi župan Svete Trojice. Predvsem zaradi tega, ker si želimo zaščititi naše občanke in občane in nekako želim, da jemljemo stvari dovolj resno, kajti v tem trenutku v naši občini še ne beležimo okužbe. Me je pa strah, da so lahko takšne situacije, kjer zadeve ne jemljajo dovolj resno. Če jo ne jemljajo dovolj resno, lahko pravo žarišče okužb v prihodnje. K temu pa dodal. Apeliram na vse vključene delodajalce, da poskrbijo za zdravje naših občank in občanov, predvsem zaradi tega, ker zdravje je eno samo in mislim, da je skrajno resna situacija. Konec koncev zadeve so se v Sloveniji popolnoma ustavile, šole imamo zaprte. Pomembno je, da generalno in globalno gledamo v prvi fazi na zdravje naših ljudi. Izvedeli smo, da so delavci v podjetju maske danes tudi prejeli. Potem, ko je v času epidemije zaprta tudi sobotna tržnica v Vuzenici, pa je tam vendarle nekaj ponudnikov, ki ponujajo lokalno pridelano hrano, le to pa dostavijo na dom ali pa jo pridete iskati sami. V Vuzenici nimajo veliko pridelovalcev in pridelovalcev domače hrane, ki bi hkrati imeli tudi dostavo na dom oziroma za stranke, pa vendar smo z dvema, bomo danes pregovorili o tem, kaj se ponuja, kako se ponuja zdaj v tem času in tudi kako teče dostava. Gospa, povejte mi,
kaj pri vas ponujate, imate kmetijo ali kaj drugega in s kom imate pravzaprav stranke? So to fizične osebe ali tudi trgovine? Dober dan, sem Jamnik Anica, kmetija Razbornik, ki tu prodajam v lokalnem območju. Prodajam tudi trgovinam in tu na tržnici vsako sredo in soboto, kar vidite, je trenutno zaprto do nadaljnega. Imam pa zdaj trenutno dostavo na dom. Kako pa skrbite zdaj za to dostavo, glede na to, da moramo res paziti, da se ne bi okužili z virusom? Ja, držimo se teh pravil, ki nam narekujejo. Strankami, katere smo že prej obvestili, da bomo tudi to izvršili, preden da je prišlo do tega sploh tako visoko in tako daleč. Trenutno jim povem, da mi nastavijo svoje košarje, kamor odložim, da ne pridemo skoraj nič ne stik z njimi. Do nadaljnega trgovine še za zdaj nemoteno dostavljamo, seveda z zaščitnimi sredstvi, razkuževanjem, kar pazimo. Za naprej bomo pa videli, trenutno je trgovina malo porast, z povpraševanjem tega kruha tudi na domu se veliko pozna. Za naprej bomo pa zdaj videli, ali bomo mogli še tudi to kaj omejiti, ali bojo nam omejili, upajmo, da ne bo šlo tako daleč. Na koncu vam bo verjetno ostalo to, da boste lahko ponujali od doma, ne? Če bo to še mogoče. Ja, zdaj od doma. Zdaj kdo bo želel, lahko že zdaj pride na dom po predhodnem naročilu ali po telefonskem klicu, da pokliče. Do zdaj pečem še nemoteno, tako sem do zdaj vsako sredo, četrtek, petek in soboto, sveži kruh, seveda en dan, da se prej naroči, ker na zaloge sploh ne pečemo, oziroma če je kakšna zaloga, gre vse sproti. Na telefon 031 453 135. Stranke, katerim sem zdaj dobavila in ki so se oglašali na tej tržnici, me dobro poznajo in vedo, kje me lahko najdejo. Za vse ostale, ki pa še ne vedo, pa lahko se obrnejo na moj Facebook, strani Kmetija Razbornik, ali po telefonski številki, ki je tudi tu na tržnici, na moji tej hiši. Tu je tudi vse napisano, kje me lahko najdejo, kako do nadaljnega, dokler bomo lahko še tako pa vse še bolj omejeno, bomo se pa sproti dogovarjali. Ja, z nami je tudi gospa Brezovnik, ki ponuja prav tako dostavo na dom. Za katere izdelke? Ja, sem Zdenka Brezovnik, po domače Urpoh. Imam kruh, peciva, rezance. Za razkuževanje imam pa še žganje in likerje. To je malo v šali, ker konec koncev ne smemo pozabiti, da so pa tista razkužila ta prava. Ja, tako je. Vi dostavljate, prav tako imate verjetno tudi poskrbljeno z zaščitnimi sredstvi, da ne bi prišlo do okužbe. Ja, dostava je tudi na dom. Radi pa razkužujemo roke in rokavice in vse to, kar je potrebno. Da nismo v stiku z ljudmi toliko. Imate pa te svoje stalne stranke, oziroma zdaj v teh izrednih situacijah lahko se verjetno oglasijo tudi tisti, ki zdaj skoraj da ne morejo od doma zaradi raznih drugih bolezni ali pa kakšnih drugih težav, pa vam verjetno ni odveč zdaj pripeljati. Ne, imam stalne stranke, pa tudi kdorkoli je, vsakemu bomo ugodili na telefonsko številko 040 416 353 in dostavimo vsakemu. Tudi sicer sprejemate tudi na domu stranke? Ja, če me predhodno pokličejo, jih tudi sprejmem. Verjetno poskrbite tudi tam, da ni neposrednega stika? Poskrbimo za vse tako, kot je potrebno. Ta vikend pa smo obeležili Svetovni dan voda, ki se je odvil zaradi izredne situacije v svetu ob omenjanju koronavirusa brez prireditev. A v mariborskem vodovodu poudarjajo, da je oskrba s pitno vodo zdaj še bolj pomembna. V podjetju izvajajo vse potrebne ukrepe za kakovost in neoporečnost vode ter vodovodnega omrežja. Tema letošnjega Svetovnega dneva voda je bila povezana s podnebnimi spremembami.
Dejstvo je, da so spremembe podnebja tako izrazite, da je seveda potrebno narediti vse za to, da bomo zavarovali vodne vire. V Mariboru smo v lanskem letu torej na 56 pitnikih, ki jih imamo nameščenih pri urbanih športnih igriščih, na javnih površinah, na trgih, ker imajo ljudje dostop do tekoče pitne vode, v bistvu prihranili 896 tisoč četrtlitrskih plastenk vode, torej za 18 ton plastičnih odpadkov, in se mi zdi, da je to pomembno sporočilo, torej naš prispevek k zmanjšanju onesnaževanja in pridelave plastike za enkratno uporabo. V tej izredni situaciji in ukrepih za zajezitev epidemije je pomembno, da se zavedamo, da je pitna voda dobrina, oskrba z njo pa nedvomno zelo pomembna. Voda bo ključna dobrina pri premagovanju virusa, torej dejstvo je, da je dokazano, da se virus preko vode ne prenaša, torej vsi uporabniki, ljudje, prebivalci bomo vodo koristili, torej če bi rekel tako, če bi vsi na vodovodu imeli virus, bi mi morali izvajati oskrbo s pitno vodo, ker nas 170 je nepomembni v primerjavi z oskrbo v 16 občinah, kjer oskrbujemo okrog 200 tisoč prebivalcev, tako da lahko zagotavljam ta trenutek, imamo vse zdrave, torej večina ekipe je v službi, torej dela, obiskuje 304 objekte za vodooskrbo in lahko rečem, da izvajamo nemoteno, torej oskrbo za 200 tisoč prebivalcev. Pomemben podatek je, da se virus ne prenaša preko vode. Po svetovno znanih analizah, ki so jih delali že na Kitajskem, v Aziji, torej tudi v Evropi, torej virus se ne prenaša preko vode in se pravi, voda bo ključna dobrina pri premagovanju virusa. Torej, prebivalcem, uporabnikom našim lahko damo torej izjavo, sporočilo, da seveda voda je varna in zdrava in seveda lahko jo koristijo v polni meri. Še vedno pa lahko prebivalci veliko naredijo sami, da ne pride do pretirane rabe pitne vode, ob tem pa skrbijo za izvajanje vseh potrebnih preventivnih ukrepov. Uporabniki doma vodo več rabimo, več koristimo, je seveda voda torej takoj primerna za pitje in uživanje. Je pa seveda možno, da sami z nekimi ukrepi zmanjšamo to porabo vode, predvsem pri varčnih aparatih, pri varovanju vode takrat, ko se zobi umivajo, ko se dejansko brijemo in podobno, tako da lahko ogromno naredimo in seveda morda tudi manj peremo, vozila v tem času, ko seveda ni potrebe. V nedeljo je bil močan potres na Hrvaškem, treslo se je tudi v Sloveniji. V mariborskem vodovodu pa so takoj pregledali stanje objektov in omrežja. Mi smo tako imeli ukrepe, torej vsi naši strojniki, ki pregledujejo 304 objekte, dejansko so preverili stanje in lahko rečem, da ni bilo nobenih dodatnih ukrepov bilo potrebno. Torej, oskrba poteka nemoteno, oskrba z energijo je zagotovljena, tako da to je ključnega pomena za redno izvajanje, 24-urno izvajanje oskrbe s pitno vodo. In to prav z vodo, ki jo moramo vsi skupaj v izrednih situacijah še bolj ceniti in skrbeti, da ostane neoporečna še naprej. Toliko za danes. Vse informacije v zvezi z aktualnim dogajanjem spremljate tudi na naših spletnih portalih lokalec.si in mbreport.si. Vsak dan ob 18. lahko na našem Facebook profilu BKTV spremljate trening s Tomažem Barado in športniki. Ob 20. jogo z Majo Vlasak, ob 21. pa si oglejte praktične nasvete za duševno zdravje z Majo Fridal. Želim vam miren večer in ostanite zdravi. Nasvidenje.